Teden dni je naokrog, v tem času smo dobili več stvari. Nov zakon o vladi z ukinitvijo Ministrstva za kulturo, pripojitvijo Ministrstva za kulturo nekim drugim inštitucijam, z razpolovitvijo Ministrstva za okolje in prostor in predvsem dobili smo predsednika vlade, na katerega smo čakali kar lep čas, nimamo pa še vladajoče koalicije oziroma vlade oziroma seznama ljudi, ki bodo opravljali ministrske funkcije v tem novem skrčenem vladnem kabinetu. Gre počasi tole vse skupaj? Gre po proceduri pravzaprav, sej. Nimam pripombe, če me že tako vprašaš. Bolje mogoče razpravljati o vsebini kot o formi. Forma mislim, da kar funkcionira, kar je po svoje razveseljujoče, saj forma vendar mora funkcionirati. Ne. Zdaj, jaz bi pri formi bi se vendarle ustavil na tej točki ukinitve Ministrstva za kulturo pa pripojitve Ministrstva za kulturo šolskemu, visokošolskemu, športnemu resorju. Se pravi, imeli bomo nek resor za, temu bi se rekli, omika, po mojem. In v to omiko sodi pač vse, od fiskulture do kulture, do omike v smislu izobrazbe in znanosti konec koncev. Je pa tukaj težava, zaradi tega, ker zlasti en del te kulturniške elite, ki je zbrana okrog kroga Nove revije, po moji oceni bo zelo težko požrla simbolni pomen ukinitve Ministrstva za kulturo oziroma pripojitve Ministrstva za kulturo nekim drugim resorjem. A se ti spomniš, če te prekinem, pred leti, ko se je govorilo o investicijah v Sloveniji, kako bi Slovenija lahko sodelovala z Rusijo, kako bi prodajala, recimo železarne in tako naprej. In takrat je bilo zelo zanimivo rečeno, nekdo je zelo duhovito komentiral, prejšnja vlada, ki je figurirala kot leva vlada in celo pod nekim nestorstvom Milana Kučana, si absolutno ne more privoščiti, da bi v procesu privatizacije naredila kakšno večjo potezo z Rusijo. To si lahko privošči samo Janševa vlada in to se je dejansko potem zgodilo, ko je Slovenske železarne prevzela neka ruska firma. In zdaj se mi zdi, da je zelo podobno. Ministrstvo za kulturo lahko ukinja v bistvu samo Janševa vlada, tega si recimo leva vlada ne bi upala nikoli privoščiti. Prav zato, ker si rekel, ker gre za nek konstitutivni element slovenske države in tako naprej. In seveda na tej točki bo izredno zanimivo opazovati, kako se bodo v bistvu ti temeljni pojmi slovenske državnosti, nacionalne identitete, jezika in kulture kot konstituante slovenske nacije, naroda in države, kako se bodo te debate zdaj odvile v simbolnem pomenu besede. In to je zelo, zelo zanimiv vozel. Mislim, jaz tukaj tako precej nestrpno čakam na še kakšno bolj jasno reakcijo prej omenjenega kroga okrog Nove revije. Zasledil sem nekaj kritičnih misli akademika Nika Grafenauerja na to potezo. Čakal sem na kakšno bolj kritično potezo Draga Jančarja oziroma na kakšno bolj kritično njegovo misel, pa tega nisem zasledil. Čakam pa konec koncev, a bo v tem, kaj je rekel dr. Dimitrij Rupel, ki je pač v svoji osebni biografiji naredil nek tak zanimiv premik iz intelektualca v sferi kulture in znanosti v intelektualca v sferi politike. In tudi pri njemu me pravzaprav čudi, kako lahko neko tako potezo sprejme. Poteza še ni storjena dokončno. Jaz mislim, da je celo verjetno, da bo nova vlada oziroma novi mandatar naredil korak nazaj v tem smislu. Ni nujno, da bo ta projekt izpeljal do konca. In bo s tem pokazal prožnost duha. Recimo, to bi vzeli za pozitivno. In mimogrede, to vodi v vprašanje legitimnosti in legalnosti te vlade. Jaz mislim, da to vprašanje ni umestno. Jaz mislim, da ta vlada dejansko je legitimna, ta vlada je legalna. Jaz mislim, da je treba to vlado v polnosti brez cinizma sprejeti.
kot dejstvo. Ta vlada ima možnost pokazati svoje in naj pokaže svoje, absolutno, ampak absolutno govorim, pa je treba izostriti čute, kaj bo ta vlada počela na področju vladavine prava, in osebno me bolj kot vse drugo skrbi oziroma zanima razvoj dogodkov v priključitvi tožilstva notranjim zadevam. To je tisto, kar pravim, ne, ko lista Gregorja Viranta dejansko stoji in pade na točki enakih pogojev za vzpostavljanje vladavine prava, kot jih je postavljala Jankoviću, bi morala početi tudi zdaj v tem mandatu, in notranje ministrstvo mislim, da je prvi preizkusni kamen. Rečeno še več, jaz mislim, da je Gregor Virant politično zelo oslabel, njegova lista zelo oslabela, in da si v funkciji časa, recimo v enem mandatu v 4 letih, kredibilnost lahko pridobi ravno na tej točki, da javnost prepriča, da dosledno nadzira poskuse in trende demontaže države v imenu varčevanja, v imenu zadovoljevanja pač teh kriterijev, ki se zdaj pač postavljajo v okviru pakta za stabilnost, in pa v načinu, kako bodo pač v ustavo zapisali tisto zlato pravilo, ne. Torej, tu se mi zdi, da je vozil, spet je ključ pri partnerjih, recimo temu pri Gregorju Virantu, ki ga imajo ljudje za pravno najbolj relevantnega, in seveda tudi pri Desusu oziroma Erjavcu, ki vendarle kaže neke znake samoniklosti in nepredvidljivosti, kar je lahko dobro, lahko je slabo, o tem pač tukaj ta trenutek nima smisla niti debatirati, ne. Zdi pa se mi, da v takem kontekstu te koalicije bi se račun lahko izšel. V vsakem drugem kontekstu se pa račun ne more iziti. Ja, mislim, jaz bi nadaljeval na tej točki, ne, ko praviš, da je treba biti pozoren, pravzaprav kaj se bo dogajalo za to fasado ekonomskih reform, pa za fasado nečesa, čemur smo včasih rekli program ekonomske stabilizacije, ne. Zdaj, če se bo ta vlada pretežno ukvarjala z ekonomijo, ne, in z ekonomskim okrevanjem, jaz tako rekel, ne, da v tem ni nič slabega, ne. Če bo pa tako imenovani program ekonomske stabilizacije pravzaprav samo fasada za neke druge politične manevre, ne. V mislih imam pa manevre prevzemov čim večjega števila vzvodov oblasti in moči, je pa to slabo, ne. In ravno dejstvo, da tukaj potekajo precej nevarni manevri vezani na tožilstvo in na umeščenost tožilstva v notranje ministrstvo. Ta točka me vendarle navdaja z določeno skrbjo in bomo videli po mojem v naslednjih mesecih, ali bo vlada tukaj sklenila narediti vendarle, ne bom rekel korak nazaj, ne, ampak ali bo vlada sklenila pravzaprav ohraniti neko situacijo, ki ustreza konceptu slovenske ustave, ne, pa ki konec koncev ustreza nekim precej bolj starodavnim konceptom delitve oblasti in moči. Ja, torej gre dejansko za nek relativno utemeljen pomislek, ki izvira v dogodkih in pa v izkušnjah v mandatu 2004-2008, in preizkusni kamen funkcioniranja te nove Janševe vlade bo brez dvoma javna debata. Torej, kako bo funkcionirala kultura debate v javnem prostoru, kako se bodo orientirali. Mislim, da Janša je v tem smislu popolnoma definiran, treba je opazovati samo, kako debata teče preko medijev in omrežij, ki so mu naklonjena. In na kaj namiguješ? Namigujem na to, da bo zelo verjetno stvar po znanem scenariju, če se bo karkoli zapletlo, šlo v neko vojno stanje, v neko psihotično stanje, če hočeš, ne, v napadanje novinarjev po blogih in tako naprej. Veš, kdo je Cita Štravs, ne veš, ne? Cita? Cita Štravs, ja. Ne, nikdar slišal. No, to je ena taka reprezentativen primer neke blogerke, ki v bistvu seje nestrpnost in sovraštvo do vseh, ki pišejo, in je v bistvu ene sorte lakmusov papir na delu, recimo konkretno na teh blogih in tako naprej. To samo kot reprezentativen primer govorim.
predstavlja s tem imenom in priimkom? Ne, to poteka anonimno, ravno o tem govorim. Če bo ta debata potekala transparentno, zato rečem, novo vlado je treba enostavno vzeti skrajno resno v tem smislu, vsi smo zadolženi, da rešimo državo in nekoliko bo nova vlada reševala državo. Potem moramo biti vsi na isti ladji, na istem vlaku, reševati je treba državo. Absolutno je treba biti pa pozoren na stvari, pri katerih ne smemo biti več naivni. To se pravi, če vzamemo zdaj popolnoma legalen okvir v okviru Ministrstva za notranje zadeve, zato da se policija pošlje recimo v Bruselj, ki je že to bilo na recimo Rome, v imenu nekega ustvarjanja družbenih nemirov, potem dejansko bo treba biti občutljiv. Obstaja celo možnost, da ta vlada pri teh okoliščinah ne bo imela takega manevrskega prostora kot v letih 2004-2008, preprosto pa je ključ v rokah koalicijskih partnerjev. Kot rečeno, če bo Virantova lista, se mi zdi tu ključna, recimo zdaj se kaže pri družinskem zakoniku, ki enostavno ne dopušča ideologizacije tega vprašanja, ki je v bistvu strokovno in tehnično vprašanje, in če bo v teh zadevščinah, kot so nov poskus tajkunskega prevzema ali drugi val tajkunskega prevzema, potem ko je prvi propadel Slovenije, gospodarstva ali pa medijskega omrežja, diskvalifikacije in tako naprej, če bodo oni preprosto tu postavili, če rečem, nogo med vrata, potem enostavno to ne bo mogoče, potem bomo pa pač lahko tudi ocenjevali vrednost te koalicije. Dobro, naslednji teden, sreda, ne more obljubiti, da bomo že imeli novo vlado, če bomo pa imeli, bomo pa komentirala. Ja, bova.